S kitkom v svet pravljic. V družbi Valov Radia Sora preživljate današnje pozno torkovo popoldne. Spet je čas, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Tokrat nam bo knjižničarka Anja Košir iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka prebrala kitajsko ljudsko pravljico z naslovom Začarani lonec. Objavljena je v knjigi pravljice, ki jih je izbrala in prevedla Kristina Brenkova. Kmet je okopaval svojo njivo in je izkopal star glinast lonec. Le kaj bi s počenim loncem, je dejal zlovoljno in ga hotel vreči na smetišče. Toda njegova žena je bila varčna gospodinja in zvečer je lonec nesla domov. Ko sta z možem skromno povečerjala, je hotela lonec od znotraj s krtačo poribati. Toda brž, ko je segla s krtačo ven, se je do vrha napolnil s samimi krtačami. Kako se je mož razveselil. Brž poberi krtače, zaveži jih v ruto in nesi v mesto na trg. Vse boš lahko prodala, je rekel ženi. Kmetica je pobrala krtače iz lonca, a lonec se je spet napolnil z novimi. Čudovito, bil je začaran lonec. Kmet in njegova žena sta se neizmerno razveselila. Zdaj boste lahko živela brez skrbi. Teden za tednom je kmetica nosila krtače na trg in prinašala domov čedne izkupičke. Z možem sta postala premožna človeka in sta si že zgradila novo hišo. Nekega dne pa, ko se je kmetica vrnila iz mesta, je po nerodnosti spustila v lonec zlatnik. V hipu so izginile vse krtače in začarani lonec se je napolnil s samimi zlatniki. Naj sta jih jemala iz lonca, kolikor sta hotela. Zmeraj je bil do vrha poln zlatnikov. Sedaj sta šele zaživela kmet in njegova žena. Oblačila sta se v najdragocenejša oblačila, jedla sta najboljše jedi in pila najžlahtnejše pijače. Navsezadnje sta si zgradila prekrasno palačo in še sta imela zmeraj denarja na pretek. Živela sta v razkošju in udobju. Pa se je kmetu zdelo pretežko, da bi sam zajemal zlatnike iz lonca. To bi lahko delal tudi moj oče, je pomislil. Saj ves dan samo poseda in zastonj je moj kruh. Kmetov oče je bil osivil starček, ki je komaj še držal žlico v roki. Toda odslej je moral od jutra do večera sedeti ob loncu in zajemati iz njega zlatnike. Vendar se je sinu zdelo, da gre očetu delo prepočasi v drog. Razvadil se je že in je razsipal zlato z obema rokama. Nobeno blago mu ni bilo zadosti mehko tkano, nobena jed dovolj okusno pripravljena in nobena palača dovolj imenitna. Prepočasi zajemaš zlatnike. Len si, je renčal na očeta. Nočeš delati, kot se spodobi, zastonj ješ moj kruh. Ljubi sin, star sem že in ne morem. Kmalu se utrudim, boli me roka, hrbet in celo telo. Moral bi se malo spočiti. Privošči mi majčken oddiha. Ko je sin to zaslišal, se je razjezil. Delaj, kakor sem ti ukazal, ne bom te zastonj redil. In tako je starček od jutra do večera sedel ob začaranem loncu in zajemal zlatnike za sina. Nekega dne pa je stari mož omagal. Ko je segal v lonec, se mu je od slabosti zavrtelo v glavi in padal je med zlatnike. Toda glej, bleščeči zlatniki so v trenutku izginili in lonec se je napolnil s samimi sivolasimi starčki. Toliko jih je bilo, da je glinasta posoda počila in se razletela v same črepinje. Nobenega začaranega lonca ni bilo več. Lepo mislite, nehvaležni sin je imel sedaj 99 starčkov in vse je moral preživljati. Ko je minilo leto in dan, ni imel nobenega zlatnika več. Prepozno je obžaloval svoj pohlep in spet je bil reven kot poprej.